Evo sončki ponedeljke tle. Nisem prišel. Tako da gremo potrenirati. Po štengicah itak. Živjo, sončki. Evo, ponedeljke tle. Zdaj moram spucati tegale lepotca klele, ungale tamle, pol bomo pa na tegale dodali še, se ta para starka boste videli, še tale verižnik, da vidimo kako šalta, da povem, a je dober, a ni dober. Kar sem jaz do zdaj uspel ugotoviti, se pravi iz, kako bi rekel, kako imajo tudi oni predstavljeno na spletni strani, kar sem gledal kakšne reviewje itd. Kao so vsi noro zadovoljni, pa je, da bo zdaj bike 6,8. Tako da, evo, gremo to najprej narediti, pol pa, ja, da vam pokažem, ko še bike izgleda, ga na novo pofotkamo in akcija. Predtem pa naredimo še eno tegale, se pravi F3, ta nova za 2026 od Pinarellota, bomo dali unele Princeton obroče gor, bomo poslikali, da vidite, kako lov bike izgleda, bomo obada še stehtali, se pravi s temi obroči, ki jih ima zdaj gor, DT Swiss, pa ga bomo pa stehtali še s Princetoni, samo zato, da vidite, koliko velika je razlika, ker sam to zamenjaš. Po moje bo razlika 1 kilo do tam, upal bi reči, da tudi do kilo 300, kar je pa že, pač ja, noro. Tako da gremo to zdaj najprej narediti, se pravi spucati bajke, tega preobleči, pofotkati, boste pa vi lahko ugotovili, kakšna bo teža enega ali drugega. A ja, tisti, ki hočete pa karkoli potestirati, tale dva kolesa, se pa kar oglasite, pa ja, če pa kdo hoče karkoli sprobati, od tekstila, čelade, očala, pa itak vedno dobrodošli. Nič, gremo zdaj. Ajde, zdaj da vidimo, koliko je tale težek. Fuck, še ko mi držim, 8, 6, nečemo 8, 6, 5. Evo, sem do tele obroče gor. Spet prijemo tole vago. Je lepo na nuli, pa da vidimo. Jaz pravim 7, 4, 5. Jaz moto sem se ne bo kilo plus lažji. Evo, lahko komentirate, kakšen se vam zdi. Meni je tole po moje best buy. Če bi gledal pri Pinarellotu bike 105D2, F3 ali pa F5, imate itak isti karbon pa sestavo, samo obroči so drugačni, vržete gor ene top obroče, gume, zračnico, zadeva rešena. Ne vem. Pele se tudi dobro, ker sem ga že vozil, sicer po prvi model nisem na F5-ke. Tako da ne vem, tisti, ki vam je všeč Pinarello, je tole ena izmed opcij. Ne vem, tale barva je meni super, pa še una ta druga, ta nova je isto top. Tako da bi se že težko odločil med eno pa med drugo. Kar bi jaz vrgel še gor, jaz sem še uno njihovo drago balanco. In pol je to. Evo, gremo od začetka, najprej tole luč pržgem. In zdaj, pri temu bajku, se pravi, kaj mene zmoti? Teža, bom tako rekel, bi prišla s powermeter pedali, s košarcami vred, nastavkom za števc, pa rečemo, da drugim sedežem okrog 8 kg potem. S tem, da bajk pol pride, če gledamo s temi obroči, to je že okrog, ne vem, 8-9 jurjev. In pa že vprašanje, a bi za 105 opremo dal pač toliko denarja.
ne vem, ajde se pol tudi Ultegra, pa Dura-Ace bi bil pol težek 7,4, kar je pa rečemo že dokaj ok. Bil bi pa pol, ja, koliko je to, Jurija pa pol dražji. Tam pa mogoče že ni več toliko neumno. Je pa res, da so te obroči unita najdražji od Princetona, da se dobiti, rečemo, za to težo, že kakšne druge obroče, če bi gledal sam na težo, sam pol performance je logično malo slabši. Zdaj, kaj bi jaz spremenil, ko sem že rekel balanco, potem obroče od serijskega bi dal druge, pa tole sedežno oporo bi si dal, da ima zero offset, da pride naravnost, da dam sedež lahko čim bolj naprej. To je pa praktično to. In zdaj le glih gospod, za katerega smo ga semle dubali, bo spremenil obroče na vinde in to je po moje una stvar, ki bi jo jaz mogoče kaj taka nujna za narediti, hkrati je pa tudi mogoče se ni potreba narediti kaj več. Jaz, kar bi še dodal, bi dal te rotorje gor, se pravi, zdaj so te lahki gor in pa klej tudi verižnik je Ultegra gor, tako da mogoče zaradi tega pride vse skupaj skoraj 1 kilo lažji, pa smo samo obroče zamenjali od serijskega. Ja, to je to. Ne vem, povejte mi više, kaj si mislite. Mislim, da pride serijski je 5 jurjev oziroma 6 jurjev pride z vind obroči od Fulcruma in to je po moje ta best buy pri Pinarelotu, ki bi se jaz odločil. Se pravi 105D2, Fulcrum vind obroči, pa s časoma bi nadgrajeval. Ja, in to je to. Nič, komentirajte spodaj, kaj se vam zdi. Še enkrat vam ga pokažem. Ups. Meni je drugač ful lep. Barva, ne vem. Lahko komentirate tudi sam barvo spodaj. Ja, zdaj pa tole. Cak, da semle gor, pa da vidimo pol prej je bila teža 691, zdaj da vidimo, koliko bo zdaj. Pa še pogledamo na, se pravi, stojalu, a vse v redu predstavlja, a ne. Tekom tedna vam pa pol še povem, ko sem še ven zapeljat, a vse v redu dela, a ne. Voilà, evo, verižnik je gor. Cak. Kako se vam zdi? Lahko še to komentirate spodaj. Zdaj pa klele vagamo na 0. Au. To je to, ko si štorast. Zdaj moram spet na 0 nazaj. Evo. Pa da vidimo, a bo pod 6,9. Aha, 6,915. Zdaj nisem že čisto ziher, ali sem se prav zapomnil prejšnjo težo, ali ne? Ker to bi mogli biti. Mislim, da ta verižnik mogel biti 30 gramov lažji. Zato meni je važen, kako zdaj bajk zgleda. In zdaj zgleda perfekt. Ga bom še šel ven pofotkat, pa ga bom še zunaj zdaj posnel. Tako da boste videli, kako le noter je malo, pač ja, mogoče ne pride toliko do izraza, ampak ja, meni se kar smeji, tako da nič, gremo v akcijo. Evo, itak sem 3/4 stvari pozabil. Zdaj, kar se tiče samega delovanja, dela super, nimam nekih pripomb. Edino, kar je iz telih verižnikov, klekaj malo večji prehod, klej se mi zdi, da malo bolj udarka se prestavlja, tako da to je mogoče edina razlika, ne da kaj bolj šušlja, ropota, sam pač, ko se prestav naredi bolj tum. To je mogoče edina stvar, zdaj vam lahko pokažem. Zdaj pa da boste videli še majico. Tole je serijska majica, zdaj od Asusa, ki se najbolj razlikujejo so tele rokavi. Se pravi, rokavi bojo zdaj pri ta novih majicah tudi daljši, tako da to je ena razlika.
Kar se tiče samega sprednjega materiala, je dosti podoben, klele spodaj se še malo razlikuje, je klej malo ta bolj toga elastika. Zadnji del ima malo bolj drugačen narejen, se pravi to elastiko, pa potem, se pravi v tem delu se tudi dobro vidi, da je ta material kar dosti pač tanjši, tako da tole bo una top poletna majica za vse, ki iščete, se pravi La Primavera, tako da evo, za vse, ki iščete novo majico, ta je sicer čist bela, mi smo naredili pa poseben dizajn za Milan San Remo in ja, upamo, da Pogačar naslednje let, da mu rata, tako da tisti, ki boste šli gledati Milan San Remo, nabavite si ena od 20 in ne bomo jih več naredili. Zdaj, ki editiram ta video, ta teden še ni ratali to gym, tako da evo, v naslednjem tednu pride pa Martina na podcast, gym session bo, pa še kaj drugega, tako da nič. V tem cajtu pa pejte na Proof Cycling, Black Friday, dealov je poln, tako da si kaj lepega nabavite. Tudi obroči predvsem, pa zdaj letale v Hutranažer imamo samo še enega, ki je pod 500 €, obroči so pa še dodaten popust, ki jih dodate v košarico, pejte na checkout, pa se vam bo ta akcijska cena izpisala, tako da vala pa za Princeton obroče. Ja, nič, do naslednjega tedna, vidimo, čau!